Sem Valerie Wolfgang, intermedijska umetnica, delam z različnimi novimi mediji, začela sem v bistvu z virtualno realnostjo, zadnje čase pa delam veliko z tehnologijo obogatene resničnosti. Pozdravljeni, moje ime je Žiga Pavlović, sem interakcijski dizajner, že nekaj let se ukvarjam na področju VR, AR, mixed reality. Skupaj razvijava nov projekt, prva prototip očala za obogateno resničnost. Očala Leap Motion Nordstar. Z njimi testirava zdaj najin koncept in preverjava vse možne digitalne elemente, ki jih bova uporabljala pri tem razvoju projekta, ki se imenuje Love Machine oziroma slovensko ljubezenski stroj. Gre za open source projekt. To, kar vidite, je 3D stiskano projekt podjetja Leap Motion, ki izdeluje ta senzor, neke vrste mini Kinect za prepoznavanje rok, dlani, tako da lahko mapiramo potem naše roke direktno v digitalnem okolju. V pomoč pride kit, ki se ga da naročiti iz Hong Konga, se pravi, imate že vse v kompletu, ekrančke, leče, vezje za poganjati ekran, določene te komponente in pa vejake, da lahko potem samo še 3D stiskate v hiše in sestavite skupaj. Se lahko spreminjala, se dodaja. Še vedno vidimo realni svet, kar razlikuje med virtualno resničnostjo, kot so od Facebooka Oculus, kjer nam čisto prekrije, naš pogled je čisto prekrit z virtualnim. Za razliko od tega vidimo mi še vedno realni svet, ker so to polprosojne leče. Zdaj, na kameri mogoče se vidi čisto kot ogledalo, ampak gre za polprosojne leče. V kotu vidite dva ekrančka, ki sta visoke ločljivosti in ta dva projicirata potem na te dve leči, ki odbijata te slike nazaj v moje oči. To pomeni, da v bistvu tudi če vidim čez te leče še vedno vse, kaj se dogaja okoli mene, svoje digitalne vsebine lahko pozicioniram glede na položaj mojih rok. Še zmer lahko v programu umestim v koordinatnem sistemu določene objekte, vendar se ti premikajo glede oziroma ostanejo statični glede na pogled, na moj pogled. Nastavke gor posebej, če se odločite imeti drugačen senzor. Če bi imel gor še senzor, kot je Kinect oziroma ti najnovejši RealSense senzori od Intela, potem ti senzori globinsko zaznavajo prostor in potem lahko mapiram določene digitalne vsebine glede na pozicijo v prostoru, torej pridobi funkcijo, kot jo ima Microsoft HoloLens. Kar se pa tiče programa, priporočam uporabo Unityja, program, ki omogoča široko paleto intermedijskih dizajnov, intermedijskih vsebin in ima podporo tudi za mixed reality in pa konkretno za ta senzor oziroma za Nordstar, za Leap Motion Nordstar projekt. Alternativno lahko uporabljate tudi Unreal Engine. Za demonstracijo pa vam lahko zaenkrat pokažem igro v okviru Global Game Jama. V osnovi gre za demonstracijo interakcije z rokami, kjer uporabljamo naše roke za to, da predstavljamo elemente v našem okolju. Kar v bistvu nakazuje tudi, kar se tiče interakcije same v virtualnem kot v mixed reality okolju, so in vse interakcije s prsti zelo v bistvu esencialnega pomena. Ker če ste kadarkoli delali virtualno izkušnjo ali pa mixed reality, ste verjetno že opazili, da takoj, ko ljudje imajo občutek, da imajo globinsko zaznavo, se pravi, skozi oči vidijo, kako bi rekel, direktno mapiran svet, za razliko od telefona, kjer lahko pač vidite augmented reality oziroma nadgrajeno resničnost preko zaslona, se takoj spremeni način interakcije. Ljudje imajo občutek, da morajo stvari se dotakniti z rokami. Vse te nove tehnologije, predvsem obogatena resničnost,
konstantno delajo na tem, da spreminjajo našo vizualno percepcijo, identitete, prostora, v bistvu umeščajo nove elemente v realnost. Tako da Žigo delava zdaj veliko na tem, kaj je meja med realnostjo, med fizičnim dotikom, med tem, kako se naši možgani zavedajo obogatene resničnosti in na nek način presegajo mejo. Osnovna neka misel je bila, a lahko vplivamo s temi digitalnimi elementi na občutek ljubezni, na neka čustva pri človeku in kako bi zdaj z vsemi temi virtualnimi elementi manipulirali na nek način tudi fizično reakcijo uporabnika, da dejansko začuti neko ljubezen.